No, naj še našim vrtnarskim gostiteljem iskreno izrečemo globok poklon za toliko dela, strasti in predanosti in jim zaželimo zelene prste še naprej. In zdaj, kot rečeno, še v en priljubljen ambient, ki zna vedno znova presenetiti. Včasih z eleganco, toplino ali igrivostjo. Nekdaj temne, zaprašene in polne krame, danes pa svetla bivališča tik pod nebom. Seveda govorim o mansardah. V današnji 150. oddaji vam bomo pokazali nekaj najlepših slovenskih podstrešij, lepo obnovljenih in še lepše opremljenih. Da je mansarda res najbolj zanimiv prostor hiše, smo se prepričali na naših številnih obiskih lastnikov, ki so se odločili bodisi splesti svoje gnezdo pod streho staršev, bodisi izrabiti potencial neizkoriščene podstrehe v večstanovanjskih meščanskih stavbah. S kvalitetno energetsko sanacijo, nekaj strešnimi okni in opremo po izbiri lastnikov je na prvi pogled še tako temačno podstreho možno preobraziti v izjemno atraktiven in karakteren dom. Najprej se podajmo v stanovanje ob ljubljanskem Tromostovju. Njegov podstrešni karakter je arhitektka Ana Gruden še posebej poudarila z izbiro tapet, dveh reprodukcij, ilustracij Alenke Sotler iz slikanice Pepelka. Ilustrirane strehe mesta, ki jih preletavajo ptice, na domiselen način zrcalijo razgled na ljubljanske strehe, ki ga lahko opazujemo skozi strešna okna stanovanja. Kot da to še ne bi bilo dovolj, je arhitektka prostoru romantiko vdahnila tudi s kosi slovenskega pohištva iz različnih časovnih obdobij, od poročne skrinje, izrezljanih stolov, pa tudi do tekstila slovenskih oblikovalcev. Ohranila pa je tudi pogled na vidne tramove. Vsekakor tramovi so lepi, estetski, to je prva stvar, dajo občutek res slovenske meščanske hiše, katere streho nosijo. Po drugi strani pa tudi, če bi jih šli skrivati, bi še dodatno izgubili višino in prostor, tako da to ne bi imelo smisla. A odkrivanje tramov ni edini način, da dosežemo voluminoznost mansarde. Pa se zadržimo v stari Ljubljani, a tokrat v kar 270 kvadratnih metrov velikem podstrešnem prostoru, ki je tekom prenove dobil popolnoma novo podobo. Kot pojasni arhitekt Marjan Poboljšaj iz biroja Superform, je bil že ob prvem obisku navdušen nad velikostjo mansarde. Da pa bi ta postala bivalna, je bilo potrebno s kovinsko konstrukcijo nadomestiti vse horizontalne lege, ki so prebadale prostor. Arhitekti so vse sobe umestili ob rob strehe, v sredini pa ustvarili širok hodnik, ki se lijakasto širi proti bivalnemu delu. Zaprtje ostrešja pa je tako ustvarilo zanimivo geometrijo, ki so jo arhitekti poimenovali kar soteska. Poudarili pa so jo še z linijsko lučjo, ki se vije tik pod slemenom. Stanovanje so še dodatno odprli na teraso in ga sodobno opremili, tako da je iz stare podstrehe nastal enkraten penthouse nad mestom. Včasih pa podstrešno stanovanje kupimo, ne da bi se njegove tretje dimenzije sploh zavedali. Tako je bilo s stanovanjem v Izoli, s prekrasnim pogledom na morje, ki je bilo ob nakupu kot vsako drugo. Pod streho so uredili udoben dnevni kotiček, stanovanje pa opremili s prekrasno tapeto Pozejdona ter s pohištvom z vseh vetrov. Mešanico bolj sodobnih stilov pa smo našli tudi v mansardi v Mariboru. Staro skladišče lokalnega čevljarja sta kupila Anja in Grega Cej, ki sta si meščansko podstrešje vzela kot poseben izziv. Želela sta uporabiti svojo kreativnost in inovativnost in prostor zanimivo prenoviti s čim manj stroški. Popolni prenovi se nista mogla izogniti. Potrebni so bili novi estrihi, izolacija, mavčne plošče in strešna okna, dodala pa sta še medetažno jekleno konstrukcijo, na kateri je spalnica. Da se na podstrehah starih meščanskih stavb skriva ogromen potencial za ureditev stanovanj, smo potrdili tudi v Ljubljani, tokrat na vrhu stare secesijske stavbe na Miklošičevi ulici. Tu sta bili nekdaj urejeni najemniški sobi brez sanitarij in tekoče vode, po obširni prenovi pa je iz nedostojnih bivališč nastal čudovit penthouse z eno najlepših podstrešnih spalnic, kar smo jih videli. Predtem je bilo najemniško stanovanje, prostor je bil razdeljen na dve sobi, vsaka po 20 kvadratnih metrov, brez sanitarij in pitne vode. V zgornjem nadstropju so bile shrambe, tako da je bilo pred gradnjo potrebno urediti vsa soglasja, urediti zemljiško-knjižni vpis za cel objekt in potem je bilo stanovanje pripravljeno za gradnjo.
Ko so manjšemu stanovanju priključili njegov podstrešni del, se mu je kvadratura naenkrat toliko povečala, da so v spodnji del brez težav umestili udobno dnevno sobo, privlačno kuhinjo in jedilnico. Ohranjena opečnata stena ter miza iz stoletnih lesenih tramov sicer sodobno opremljen dom povezuje s preteklostjo stavbe. Za konec pa se ustavimo še v prenovljeni babičini hiši, v kateri sta si sanje o popolnem poslovnem bivalnem prostoru uresničila priznana fotografa Katja Bidovec in Arne Hodalič. To je bila hiša moje babice pa dedka in ko sva z Arnejem prvič prišla v ta prostor, je bil tak nekam čarobno strašljiv, ampak na koncu se je vse dobro izteklo. Veliko pomoč sva imela z arhitekti, Katarina Štork in Marko Pretnar z arhitekturnega biroja Štork Pretnar. Onedva sta res, brez njiju ta prostor ne bi bil tak, kot je. Onedva sta nama tudi pomagala ločiti ta zasebni del, dom, in pa ta poljavni del, kjer preživiva res ogromno časa. Želela pa sva si, da vsak, ki pride v najin dom, začuti, da sva fotografa. In kaj drugega je dom kot prostor, v katerega prenesemo vse svoje strasti, navade in običaje. Mansarda s svojim razgibanim volumnom omogoča, da to storimo na številne zanimive načine, ki so lahko do detajla natančno prilagojeni naši definiciji lepote in udobja. Stare in zaprašene podstrehe se tako lahko preobrazijo v sodobno in visokotehnološko domovanje, eksperimentalno in nizkocenovno bivališče ali pa romantično in nostalgično pribežališče. V mansardah, bi lahko rekli, je meja le nebo.